V začetku maja je minilo 10 let od prve robotsko asistirane operacije prostate v Splošni bolnišnici Celje. Odločitev, da v svoje delo uvedejo robotsko asistirano kirurgijo, je bila za tisti čas zelo smela, morda celo predrzna, kar je veljalo prepričanje, da lahko novo tehnologijo in drage tehnološke rešitve v dejavnost prva uvajata le klinična centra. Ta odločitev je bila sprejeta leta 2009, se pravi še pred nastopom mojega mandata, moja predhodnica primarij Škrablova in pa strokovni svet in pa tudi ostali del bolnišnice, tudi poslovodni, se je takrat odločil, da pravzaprav Splošna bolnišnica Celje, če želi ohranjati razvoj urologije, potem je prav, da bi ugriznila tudi v to jabolko, ki je bilo takrat popolnoma nekaj novega na Slovenskem. Robotska tehnologija je bila takrat nekaj, kar smo videli samo na predavanjih, na sejmih. Na tem delu Evrope je bilo pa to nekaj, kar še ni bilo poznano. Predstojnik urološkega oddelka dr. Poteko in tudi takratni še aktualni predstojnik primarij Bizjak sta bila dovolj prepričljiva, da sta nekako prepričala tudi največje omahljivce tudi v tej hiši, da gremo v to, da bolnišnica investira v to, potem tudi vsi postopki, predvsem preko zdravstvenega sveta, so bili pa izjemno zapleteni. Bil je to kar vizionarski korak in če ne bi imeli zdravniki podpore v strokovnem delu bolnišnice, to najbrž ne bi šlo, ne glede na to, koliko so bili zagnani, koliko so bili tudi strokovno potem usposobljeni. Ja, gledajte, dejansko je takrat strokovni svet o tem zelo veliko razpravljal, ali je prav, da tako velika sredstva, kot so bila v prvi robotski sistem v bolnišnici Celje, namenimo samo za en oddelek. Kajti morate vedeti, da vsako leto je ta delitev amortizacijskih sredstev za medicinsko opremo nekaj najtežjega. Kako se bo to razdelilo? Predvsem na način, da zagotavljamo, da se vse medicinske stroke nekako enakovredno razvijajo. In takrat odločitev, da damo 1,7 milijona samo za ta robotski sistem, je bila zelo smela. Ampak bili so tisti, ki so odločali, zelo prepričljivi. In tisti, ki so potem na koncu tudi dvignili roke, nekako prikimali temu, so videli, da je to nekaj, kar potem zagotavlja nadaljnji strokovni razvoj. Res, da primarno predvsem na področju urologije, ampak potem smo za leti pa to tudi razširili na druga področja. Kdaj vi stopite v to zgodbo in jo nekako podprete? Jaz sem stopil v to zgodbo že takoj, leta 2009. Takrat sem bil pravzaprav v funkciji predstojnika oddelka za skupne potrebe kirurgije. In seveda moja naloga je bila, da takrat nekako se odloči, kam se bo ta sistem umestil, v katero operacijsko dvorano, kako bomo organizirali delo. Tako da vključen sem bil v delo, v samo organizacijo že takoj. Nisem bil pa takrat član strokovnega sveta, tako da roke takrat nisem dvignil, smo pa seveda predstojniki, ki smo bili tudi nekako povprašani, kaj se o tem mislimo, to podprli. Kaj pa potem kasneje, ko se začnejo stvari zapletati, pa ne na strokovnem področju, tam so bili zdravniki, tam je bilo medicinsko osebje in tudi ostalo osebje zelo dobro usposobljeno. Nekako so se začeli ta polena pod noge, Ja, morate vedeti, da že ob samem programu robotsko asistiranih operacij na zdravstvenem svetu je bila zadeva tam zelo burna, kajti neka splošna bolnišnica je posegala v področje, ki je bilo rezervirano za velike, za terciarne ustanove, se pravi predvsem oba klinična centra. Tako da je bilo zelo veliko aktivnosti sproženih, ali je to sploh ekonomsko upravičeno in tako naprej. Stroko je bilo še najlažje prepričati. Niti eden ni, ki bi odkrito nasprotoval uvajanju tovrstne tehnologije v slovensko zdravstvo na strokovnem področju. Bilo je pa kar veliko dvomljivcev, predvsem na tem ekonomskem področju, ali je to res smiselno uvajati in tako naprej. Ja, žal sem bil pa v ta drugi del, o katerem me zdaj sprašujete, pa kar takoj vpletena. Mislim, da sem štel enkrat, da je bilo 15-16 obiskov na sodišču, potem
v nadaljnih postopkih, ko je prišlo do tožbe proti bolnišnici Celje zaradi tistih doplačil, ki so bili potem, mislim, da leta 2011-2012 za nekatere posege tudi uvedeni. Ja, in po tistem sem pa še enkrat bil v to zgodbo kar aktivno vpet. Kako se je potem, vendarle so se stvari takrat razpletle, čeprav je bila pa juha za vas zelo vroča? Ja, seveda, tisto pričanje, prepričevanje na sodišču, zakaj je to boljša operacija kot pa druga, zakaj smo dejansko nekako potrebovali ta doplačila, ker so bili dejansko stroški za posamezno operacijo višji, kot pa je bil prihodek od ZZZS-ja. To je bilo kar mučno, res dolgotrajno na vseh 3 stopnjah. Tako da od konca leta 2018 pa jaz upam, da je ta zgodba zdaj zaključena in da lahko rečemo, da smo uspeli tudi pravosodni sistem prepričati, da smo imeli prav, da tisto zaračunavanje ni bilo pridobitništvo, tako kot je bilo to očitano, ampak je bilo pravzaprav to nuja, če smo želeli pacientom ponuditi največ, kar je bilo tisti trenutek možno, najvišjo tehnologijo, z najmanj zapleti, potem je bilo to pravzaprav takrat to potrebno. Pa so se sami pacienti s tem strinjali? Da, te donacije takrat, oziroma ta prispevek je bil takrat seveda prostovoljen. Mi smo vedno rekli, to lahko dobite, to tehnologijo, ampak je nekaj doplačila, in pravzaprav so bili posamezniki, ki so rekli, da tega tudi ne zmore, ampak to so bili res zelo, zelo redki. Drugače, še vedno je obstajala možnost tudi odprte metode ali pa drugačnih laparoskopskih tehnik, ampak velika večina ljudi, pa tudi ne najbolj premožnih, se je odločila na koncu in to potem prispevala ta delež in se bila operirana s to vrsto operacije. Zakaj mislite, da je bilo toliko nestrinjanja s tem, da to naredite vi, oziroma da je ta robotska kirurgija res tako draga, da jo je potrebno nekje zaustaviti? No, iskreno, jaz mislim, da primarni razlog za to je bila odločitev, da se to opravi v neki splošni bolnišnici na sekundarnem nivoju. To je moje razmišljanje vedno bilo, da pravzaprav, če bi se to zgodilo v neki drugi ustanovi, bi bilo verjetno ta pot neprimerno bolj gladka, kot pa je bila ta naša pot. Nenazadnje se je to zdaj pokazalo, ko smo pred dobrim letom dobili tudi nov robotski sistem, 2 leti že skoraj v Ljubljani. Od takrat so zadeve kar nekako gladko stekle, tudi za ostale operacije in podobno. Veste, da smo mi potem uspeli preko zavarovalnice, da nam je zavarovalnica dodatno tovrstne posege plačevala, smo dobili nek dodatek pri posamezni operaciji, ampak vse do začetka lanskega leta je bilo to omejeno izključno na operacije raka prostate. Mi smo pa v Splošni bolnišnici Celje na področju urologije tudi ostale operacije že s to tehnologijo opravljali in tudi začeli potem z uvajanjem te tehnologije na druga področja, predvsem na področje splošne in abdominalne kirurgije. Za vsa ta področja, za vse te operacije tega dodatka ni bilo in pravzaprav velikokrat je bilo zelo vprašljivo, ali je to ekonomsko smiselno ali ne. Ampak nekako smo bili trmasti. In ja, prišel je tudi 1. januar 2019, od takrat pa namreč doplačila dobivamo tudi za vse ostale operacije in pravzaprav zdaj kar naenkrat ni več teh težav z tem, ali je neka stvar ekonomsko upravičena ali ne. Samo moral je priti robot na drugo stran Trojan, pa tudi za Celje bilo hitro odprto. Koliko vas jezijo takšne stvari, oziroma koliko so vam potem izziv, da se z njimi soočite in da še bolj nekako vztrajno zagovarjate tisto, kar se vam zdi prav? Saj to ni kar nekaj, a ne? No, jaz ne moram reči, da bi me jezilo. Priznam, da bolj kot jeza je razočaranje, da pravzaprav imamo lahko dvojne vatle. To mi nikoli ni všeč. Pravzaprav jaz menim, da primarno bi moralo biti vedno, kaj je strokovno najbolj utemeljeno. Absolutno podpiram to, da mora stroka zadeve tudi utemeljiti. Ne moramo se, veste, v medicini je zadeva takšna, mi se lahko zmislimo takšne stvari, ki jih noben ne more plačati. Tako je v čisto vsakem zdravstvenem sistemu. Morajo biti neke omejitve, morajo biti neke nove tehnologije, neke nove metode zdravljenja, ki morajo biti utemeljene.
Zato v tujini, ko uvajajo nova zdravila, nove metode zdravljenja, je vedno zraven še ekonomska izračunica. Tega smo v Sloveniji mogoče premalo smo se zavedali, no, vsekakor pa pri našem robotskem sistemu smo pa to prekleto dobro spoznali, da je to treba tudi imeti. Takšno oranje ledine vzame najbrž tudi veliko energije. Če bi danes rekli, ko se ozrete nazaj, bi šli še enkrat recimo eno takšno smelo, posebno zadevo in orati ledino? Ja, absolutno. Jaz sem še vedno prepričan, da to je smiselno. Saj mi smo potem podobne zadeve peljali tudi naprej, pa z urgentnim centrom, pa tudi še marsikakšno novo stvar smo pripeljali, ne. Na tem robotu smo se pa res veliko naučili, predvsem to, da ne smemo obupati, ne, da kljub temu, da je to mogoče na prvi pogled nekaj, kar je zelo oddaljeno od nas, lahko z vztrajnostjo, s prepričevanjem, pa mogoče tudi malo z modrostjo to premagamo. Kako vidite danes ta sistem kot po eni strani strokovni direktor, po drugi strani kot kirurg? Ja, jaz sem zelo ponosen, da vodim strokovno bolnišnico, ki ima ta sistem. To je kot prvo. Veste, da imamo zdaj že drugo leto nov robotski sistem, ki smo ga nabavili zaradi tega, ker je pravzaprav pogodba o vzdrževanju prvotnega potekla in smo morali iti v nabavo novega. Tudi tokrat popolnoma z lastnimi sredstvi. Res je, da je bila vrednost tokrat precej nižja že, ne, ker smo tudi dobili aparat, ki je tipa demonstracijski aparat, ampak to je aparat, ki pravzaprav nam zadošča za vsaj 10 let popolnoma normalnega dela za storitve, ki jih mi planiramo delati. Namreč mi smo, ko smo se odločili, kakšen tip aparata sploh vzeti, ne, smo izhajali iz tega, kaj potrebujemo, ali pa če sem bolj, kaj pacienti v naši bolnišnici potrebujejo, in smo od tu izhajali. Mi nismo želeli nekega Mercedesa, pa da potem določenih stvari sploh ne izkoriščamo. Ne, kupili smo pravzaprav aparat, ki je takšen, da bo za te vrstne posege, ki smo jih mi nekako planirali, da jih bomo zagotavljali našim pacientom, tudi nabavili. Pa tudi glede na to, da je aparat, kot ste rekli, demonstracijski, pomeni, da ste pridobili v vseh teh letih tudi zaupanje prodajalca. Ja, seveda, takrat, ko je prišla ta informacija, mislim, da je to leta 2017, da bo ta pogodba o vzdrževanju počasi potekla, ne, smo bili zelo dilemi, ne, ali bomo zmogli še enkrat nabavo novega ali ne, ne. Sredstev takrat na računu ni bilo veliko, ne. Povabili smo ponudnika in pravzaprav on je jasno povedal, Splošna bolnišnica Celje je tako pomemben partner, kajti izkoriščenost tega našega prvega aparata je bila med zgornjimi 10% izkoriščenosti teh aparatov v Evropi. Da pravzaprav si oni ne predstavljajo, da bi pa mi zdaj rekli, žal ne moremo več, ne. Kajti tudi zato smo vedeli, da moramo sredstva zagotoviti sami, ne. Kajti, da bi bil takrat posluh strani države, ni bilo zaračunati, ne. In mi nismo želeli te linije prekiniti, ne. Smo želeli nadaljevati. Možnosti, da bi do aparata prišli na drug način, ni bilo, ne. In zato smo se odločili, da gremo tudi na ta način naprej, ne. Kako je potem tukaj s strokovnim izobraževanjem, s pripravo? Je to potem tudi strošek bolnišnice, da pošlje recimo zdravnike na izobraževanje oziroma na strokovno usposabljanje? Seveda, gledajte, uvedba robotske tehnologije v Splošni bolnišnici Celje je bila projekt. Se pravi, mi smo imeli pri projektu odgovorne osebe, najprej glede same organizacije, kadrov in pa seveda tudi edukacije, kam aparat postaviti, kako bo to delali. Že v samem pogodbi o nakupu je bilo tudi izobraževanje vključeno. Tako za zdravnike, operaterje, asistente, potem tudi za anesteziologe smo poskrbeli in pa tudi za inštrumentarke. Tako da celoten tim je prejel tisto inicialno edukacijo že ob nabavi prvega robotskega sistema, potem smo pa to seveda nadgrajevali, tako da danes imamo mi ekipo 3 specialistov urologov, ki delajo samostojno na aparatu, enega specialista splošne abdominalne kirurgije, večje število asistentov
In tista stvar, ki je tudi nujno za poudariti, pomembno število inštrumentark, ki pravzaprav s tem robotskim sistemom potem tudi upravljajo med samim posegom, pred in po posegu, da ga tudi pripravijo, potem se tudi ustrezno pospravi. Potem je pa seveda tukaj še ekipa anesteziologov, namreč postopki anestezije so nekoliko specifični, glede na tehnologijo, ki se uporablja, no, tako da tudi ta del je bil potem poskrbljeno. Tako da je bilo to izobraževanje je potekalo kontinuirano in tudi še sedaj se naše osebje izobražuje z tega področja. Te starejši bolj predstavljajo svoje rezultate, mlajši se pa učijo naprej. Težav nimate s tem, da ne bi bil kader zainteresiran, da gre tudi po tej poti? Ne, ravno obratno. Velika večina mladih kolegov bi seveda želela delati na tem sistemu, no, ampak tisto, kar je meni nekako tudi v veselje, je to, da smo uspeli tudi znotraj urološkega oddelka doseči nek konsens. Ne morejo zdaj vsi urologi samo delati z robotom, treba je še tudi ostale stvari zagotavljati in tukaj imamo zaenkrat popolnoma stabilno situacijo, kot sem rekel, 3 samostojne operaterje, tako da program zdaj lahko poteka skozi vse leto, ni nobenih prekinitev zaradi dopustov ali česar karkoli takšnega, kajti vsi se prekli dobro zavedamo, da pravzaprav gre za drago tehnologijo, ki mora biti izkoriščena. Ne moramo reči, 3 tedne smo na dopustu, bo pa robot stal, temu ni več tako. Tudi v tem času, ko ste delali v bolnišnici pod posebnimi pogoji, je ta robotski način operacije tekel naprej? Ja, pravzaprav je to ena od redkih stvari, ki je pa potekala skoraj da nemoteno. Kajti vemo, da velika večina teh operacij se opravlja pri onkoloških pacientih, se pravi velika večina pri raku prostate in seveda mi smo že takrat, ko smo nekako začeli omejevati program zaradi COVID-19, rekli, da onkološki pacienti, nosečnice in vse to mora biti obravnavano, kot da te epidemije ni. In včasih je bilo kar zanimivo priti v centralni operacijski blok, ko je bilo število delujočih operacijskih dvoran relativno majhno, zelo nenavadno za ta čas, ampak tam, ker je bil premeščen robotski sistem, ki smo ga v tem času premestili v centralni operacijski blok, tam so pa posegi potekali praktično nemoteno. In če zdaj izkoristim priložnost in vprašam, kako pa poteka delo zdaj, ne samo na področju robotske kirurgije, ampak tudi drugače v Splošni bolnišnici Celje? Ja, delo je praktično na starih tirnicah. Vemo, da že kar nekaj časa nismo več COVID bolnica. To pomeni, da smo začeli vračati vse ostale programe nazaj. Kar se tiče rednih programov, ti potekajo. Največ težav je nekako na ambulantnem področju in pa na področju maksilofacialne kirurgije in ORL, kajti tu gre pa za področje, kjer je pa tveganje za okužbo s COVID-19 veliko in pravzaprav delo poteka na teh področjih pa ambulantnem nekoliko počasneje, kajti mi smo dolžni upoštevati priporočila, se pravi določen čas za posameznega pacienta, ni več možno jih imeti kar 5 enega za drugim, treba je skrbeti za določene razdalje v čakalnicah, tudi prezračevati, razkuževati prostore, narediti vse, da bi tveganja za prenos okužbe v bolnišnici čim bolj preprečili. Kako bolniki oziroma tisti, ki prihajajo, sprejemajo to situacijo? Jaz mislim, da so se bolniki zelo navadili že. Če je bilo prve dni kar nekaj težav, ko so bili na vratih bolnišnice varnostniki, ko so jih spraševali, ko so jim ponujali maske, pa danes to poteka že, mislim, da zelo, zelo utečeno in vsaj zadnjih 14 dni nekih večjih težav več ni bilo. Kot strokovnega direktorja vam je najbrž vprašanje čakalnih dob težko. Ja, seveda, A veste, bolnišnica praktično med 15. marcem in 20. aprilom je delovala samo za nujne in zelo hitre primere, pa poleg teh še onkološke nosečnice in podobno. Vse ostalo je pa stalo in zaradi tega je kar nekaj zaostankov ostalo.
Predvsem so prizadeta tiste stroke, kjer so pacienti vsi naročeni, kjer je delež teh nujnih obravnav nizek, naprimer ortopedija. Tu nam je ostalo približno 150 operacij. Res je, da je pa tudi v času epidemije, ko primarni nivo praktično ni deloval oziroma je deloval po principu oddaljene komunikacije in potem napotitev po potrebi v urgentni center, bilo pa tudi napotitev manj. Tako da čakalne dobe definitivno se bodo podaljšale. To je treba kar takoj povedati in ne moremo se slepiti, da bo zdaj vse obdobje epidemije v roku enega meseca, pol leta izničeno. Ne bo. To bo imelo neke posledice. Mi izdelujemo za tista področja, kjer nekako beležimo največje podaljšanja do konca leta, če bomo uspeli, da bi to sanirali. Marsikje se tudi ne bo dalo, bo treba še tudi v prihodnje leto kaj prenesti. Tako da, kar moram povedati, je to, da planiramo za poletni čas večji obseg dela, kot je bilo to pretekla leta. Naprimer na kirurgiji za približno 20%. Poleg tega pa podaljšujemo tudi delovne čase. Podaljšujemo delovne čase ambulant v popoldanski čas. Tudi sobote organiziramo, da bi pravzaprav te zaostanke čim hitreje zmanjšali. Če se zdaj vrneva na obletnico, torej na 10 let robotske kirurgije oziroma operacij s to tehnologijo, kje jo vidite v prihodnosti? Ja, tisto, kar si jaz osebno želim, je, da bi to tehnologijo razširili še na druga področja. Zdaj imamo to omejeno na področje urologije in področje splošne in abdominalne kirurgije. V svetu so pa tukaj še številna področja. Ginekologija, ORL, tudi žilna kirurgija, se pravi, še kar nekaj področij, ki jih v Celju tudi imamo. Glavni problem, da tega še nismo uvedli, glavni razlog je seveda zelo enostaven. Financiranje. Kajti vemo, naprimer, da so operacije z področja ginekologije izrazito podcenjene. In mi niti robota ne moremo pripraviti do tega, da bi sploh začel delati, ko smo že vse porabili za tisto operacijo. In pravzaprav iz tega razloga ne moremo tega začeti na novo. Tako da moja velika želja je, da to še razširimo, da imamo res lahko eno operacijsko dvorano, ki v nadomestni novogradnji je, robotska operacijska dvorana je na nekih načrtih označeno in da bi potem delal robot noter za različna področja. Zdaj ta robot je nameščen v urološki operacijski dvorani, kar pa pomeni, da je v pomembnem delu ga treba tudi umakniti, da naredimo še lahko druge posege. Želim pa si, da bi rekli, to je robotska operacijska dvorana, potem pa noter prihajajo kirurgi, ginekologi, urologi, žilni kirurgi, tako da bi na ta način potem zagotovili in boljšo izkoriščenost in s tem zanesljivo tudi boljšo učinkovitost tega sistema. Ko ste omenili nadomestno novogradnjo, kje pa je ta v tem trenutku? Ja, ta je trenutno zelo v tleh. Prejle sem si pogledal, da pripravljajo armaturo za temelje, za prvo fazo, za tisti del, za katerega so sedaj pogodbe podpisane. To je prva faza, ki se konča z gradbeno zaključitvijo objekta nekako februarja 2022, tako da gradbinci so izredno pridni, pravzaprav ni dneva, ni pogojev vremenskih, da ne vidiš, da je na gradbišču polno ljudi. Planiramo, da bomo začeli potem v poletnem času tudi za nadgradnjo urgentnega centra. Tako da tu smo zelo veseli, da se to dogaja, ker vidimo, da se dogaja. Seveda skrbi me predvsem to, da to je samo gradbeni del. Vemo, da samo z zidovi nimamo ničesar. Če mi želimo res pacientom in pa zaposlenim nuditi boljše pogoje, potem bo to treba tudi opremiti. To bo zanesljivo kar velik zalogaj, treba bo res narediti vse, da se ta zadeva potem, ko bodo gradbeniki svoj del grobi zaključili, da se z opremljanjem to ne bo zaustavilo. Seveda potem je pa še druga faza, pa še tretja faza.
Tako da celoten projekt vemo, da je res finančno tudi izjemno velika vrednost, ampak predvsem si želimo kontinuitete, ne da bi se vmes prekinjalo zaradi kakršnih koli razlogov. Želimo, da ta kontinuiteta gre naprej. Magister Franc Vindišar, povejte nam še, kaj veliko se pa niste pohvalili s to 10. obletnico. Ja, seveda, ta 10. obletnica je padla nekako v obdobje covida, Mislim, da je bil začetek maja. Takrat smo pravzaprav mi živeli, če nas ne bi spomnili kolegi na urološkem oddelku, da je že ta čas, bi verjetno šlo to mimo nas, kajti mi smo bili takrat bolj v tem, ali bomo covid, ne, na katerih sobah, katera oprema, tako da smo živeli bolj v tem obdobju. Ampak jaz toliko, kot poznam kolektiv urološkega oddelka, ta oddelek bo, tako kot smo, mene so povabili na nekako piknik ob 1000 operacij, na nekem jezeru, nekje na vzhodu. Tako da sem prepričan, da bodo za to tudi poskrbeli in s tem združili spet urološki oddelek, anestezija, tudi patologi so pomemben del, kajti na koncu oni zaključijo z tistim, kar naši kirurgi vam poberejo. Tako da je bilo zelo prijetno in to, kot poznam jaz, doktor Poteka, in to ne vide. Specialist urolog Sandi Poteko bo v zgodovino robotsko asistiranih operacij prostate zapisan kot prvi, ki je izvedel takšno operacijo, ne le v Splošni bolnišnici Celje, ampak tudi v Sloveniji. Dogodek, ki bo zavedno ostal zapisan v njegov spomin in srce. Ja, se spomnim, to bo trajni spomin, ker pričakovanja so bila velika, bilo je v mesecu maju 2010. Operativni poseg smo naredili z pomočjo tutorja, to je zdravnika iz tujine, ki nam je pri posegu tudi pomagal. Po tem velikem pričakovanju, ki se je dobro začelo, so se potem pa začele dnevi, ker smo čedalje več delali, čedalje več je bilo povpraševanja in tudi delo je postalo popolnoma drugačno kot pred uvedbo robotske kirurgije. Vemo, da ste bili prvi, da ste bili gonilna sila takrat pred 10 leti oziroma najbrž še kakšno leto prej. Odkot pravzaprav vaša želja, ideja, da bi šli po tej poti? Ja, robotska kirurgija v urologiji se je začela nekje leta 2000. Kmalu potem smo že našli prve članke oziroma informacije o tem in kar nekaj let preden smo mi napravili prvi robotski operativni poseg, sem si že začel to ogledovati. Zelo zanimivo je izgledalo. Imel sem občutek, da je to za bolnika tudi zelo perspektivni način zdravljenja. Tako da vse te priprave, prepričevanja, organizacija, kako pride do tega robotskega sistema, so trajale kar nekaj let, preden je bilo vse odobreno in da smo lahko napravili prvi poseg. Ena stvar je tista teoretična, kako bolnišnica vstopi v ta tok, kako nabavi prvega robota. Druga stvar, ki teče najbrž vzporedno, je izobraževanje. Ne glede na to, da ste bili strokovnjak na področju urologije, je bilo treba veliko ur, da je bil tisti trenutek gotov, da ste bili gotovi sami vase, da bo šlo. Ja, izobraževanje je bilo zelo pomembno. To je nek približek laparoskopskemu načinu zdravljenja. Laparoskopije pa kot urologi v Celju nismo delali, tako da poleg tega izobraževanja in edukacije v tujini smo ob začetku imeli tudi pomoč oziroma sodelovanje s primarij Vodopjo, ki pa je bil zelo izkušen v laparoskopski kirurgiji. Po začetni edukaciji v Franciji pa na Češkem smo potem začeli z operativnimi posegi. Tu nam pa je pomagal tudi operater iz Češke, ki je bil prisoten pri naših prvih posegih, da nam je bil v pomoč. Kakšen je bil občutek? Je bilo kaj treme? A je bilo to toliko pričakovanja, da je potem trema stopila nekako v ozadje? Ja, pričakovanja so bila velika. To je nek preobrat v načinu operiranja. Bili smo prvi, pa nismo iz največjega mesta v Sloveniji, tako da
Imel sem kar tudi nekaj treme, ali se bo zadeva v redu iztekla in tudi se je v redu iztekla, tako da to si bom zapomnil do prvo operacijo, ne vse naslednje si bom trajno zapomnil. Ja. Trema, sigurno, da je bila pozitivna trema, ki je pa vplivala na to, da smo se trudili. Celotna ekipa, ne govorimo tukaj samo o operaterju, tukaj je še zajeta anestezija, anesteziologi, potem inštrumentarke, oddelek, oddelčne sestre, vsi skupaj so nek tim, ki morajo vsak poznati svoj kamenček v delu, da je celoten potek uspešno izveden. In ste se vsi izobraževali? Ali ste recimo določeni predstavniki prinesli potem znanje v bolnišnico in ste potem tukaj nadaljevali? Ja, to je kirurgija, kjer vsi ne morejo delati. Ne? To tisti, ki delajo, morajo imeti dobro znanje, izkušnje, kilometrino, zato da ti operativni posegi v redu tečejo. Na začetku smo se 3 zdravniki izpopolnjevali, plus inštrumentarke. In potem smo postopoma širili tudi bazo operaterjev in trenutno smo 3 operaterji, ki delajo samo z robotom, ki ga upravljajo. Ostali, mlajši zdravniki pa so asistenti. Tudi asistenti so zelo pomembni, tudi sam operater z robotom. Robot ne dela samo, pa ga je treba upravljati. Sam operater ne more biti uspešen, če nima uspešnih asistentov. Asistenti so pa mlajši zdravniki, ki so pa zelo zainteresirani, da bodo pa nekoč mogoče pa postali operaterji. Če sva zdaj govorila o strokovnjaku, zdravniku, kaj pa bolnik? Recimo ta prvi bolnik, ki ga je bilo treba pripraviti, tudi za bolnika je to določen izziv. Bil takrat, pa je najbrž še zdaj. Ja, sigurno, sploh pri prvih posegih smo se veliko pogovarjali z bolnikom in tudi smo mu povedali, da je pač prvi, ki bo imel takšen in takšen poseg. Tako da bolnik mora biti dobro obveščen. Tudi v sedanjem času mora biti še boljše obveščen. Bolniki so zahtevni, načinov zdravljenja je veliko, treba je izbrati najboljši način zdravljenja, tako da bolnik mora biti obveščen o bolezni, o možnih načinih zdravljenja, niso samo operacije, tudi drugi načini, o možnih načinih zdravljenja, rezultatih tega zdravljenja in na podlagi tega, ko je bolnik dobro seznanjen, se potem on odloči za svetovano zdravljenje. Tako da komunikacije z bolniki je čedalje več, kar je pa zelo pomembno v ambulantnem delu. Bolnik ne pride, pa ni hiter pogledan, pa gre, ampak je veliko pogovora, seznanjanja, tako da taki pregledi v ambulanti trajajo tudi do pol ure. Ali je bilo med zdravniki, kolegi, rekli ste, nismo največja bolnišnica, ste pa velika vseeno, je bilo kaj zavisti, da to delate vi in nekdo drug, v kateri drugi bolnišnici? Ja, bilo je vse sorte, ja, res je, bilo je vse. Od ene strani, od pohval do druge strani, nekako tu vmes smo mogli splavati, da smo projekt uspešno peljali naprej, ga v redu izpeljali, tako da zdaj smo pa res, imamo neke renome in tudi izkušnje, naredili smo več kot 2400 operacij, to je zdaj standardni, klasični način dela, tako da mislim, da z izkušnjami in z predanostjo vseh na oddelku uspešno delamo. Bi nam mogoče malo razložili, tako laično, da bomo razumeli, kaj pravzaprav pomeni robotska operacija oziroma operacija s pomočjo robota? Ja, robot je pač neka naprava, ki sama dela, pomislimo, da je tako. V bistvu v medicini ni tako. Robot je neko pomagalo, ki nam pomaga operirati, ampak robota vodi operater. Brez človeškega faktorja robot sam ne more delati. Nam pa omogoča boljšo gibljivost inštrumentov, boljšo vidljivost, tridimenzionalno sliko, povečano sliko, ni tresenja pri operaciji. Se pravi, vse te njegove tehnične lastnosti mora operater izkoriščati, da čim bolj kvalitetno izvede operativni poseg. Sam robot, to ni, da bi robota priklopili na bolnika, pa da bo sam delal, to pa ne obstoja. Tako da še vedno izkušnje operaterja so ključnega pomena. Priprava je zahtevna, recimo, pred operacijo? Na začetku je bila zahtevna, zdaj pa to že rutinsko delo, tako da
to se trajno ponavlja, tako da mislim, da imamo vse v redu speljano. Ja, ima nekaj manevrov je, pri katerih moramo biti zelo natančni, skrbni, precizni in če si lepo aparaturo pripravimo, potem je tudi izvedba operacije dosti lažja. Koliko je ljudi v ekipi, da lahko izvedete takšno operacijo? Ja, če govorimo o raku na prostati, za klasično operacijo so bili potrebni 3 zdravniki za operativni poseg, pri robotu sta 2. Se pravi, tu smo že prišparali enega zdravnika, medtem ko inštrumentarka mora biti vedno prisotna, anesteziologi in anesteziološka sestra, to so pa še vedno v enakem obsegu kot pri klasični operaciji. Tako da v skupnem enega zdravnika prihranimo, le ga pošljemo kam drugam na delovno mesto. Rekli ste rak prostate. To pomeni, da je robotska operacija tista, ki mogoče olajša, predvsem je olajšanje za bolnike z rakom prostate. Ja, robotske operacije spadajo v minimalno invazivni način kirurškega zdravljenja. Rak prostate lahko operiramo s klasično operacijo, laparoskopsko in z robotsko. Robotska nam pač nudi nekaj prednosti pred laparoskopijo, tiste, kar sem že prej povedal, predvsem pa je prijazna za bolnika. Ta minimalni invazivni način kirurškega zdravljenja omogoča bolniku čim hitrejšo vrnitev v normalno življenje z čim manj stranskimi učinki, s čim manj komplikacijami. V bistvu na isti cilj pride po lažji poti. Za kirurga ni to lažje, v bistvu za kirurga je mogoče celo malo težja pot kot pri klasični operaciji. In kako se potem odločite, kdaj je takšna operacija primerna? Najbrž ni vedno, a ne? Ja, v bistvu gre tako, da tisti bolniki, ki so primerni za klasično operacijo, so primerni tudi za robotsko. Je nekaj detajlov, ko mogoče ocenjujemo, da je ena ali pa druga zadeva lahko boljša, ampak v grobem tisti, ki je primeren za klasično operacijo, je primeren tudi za laparoskopsko, kot tudi za robotsko. In vsi 3 načini zdravljenja so trenutno v navodilih za zdravljenje raka prostate. In kako potem se odločite v pogovoru s pacientom, ali vendarle vi date sugestijo? Ja, mi bolniku povemo, da potrebuje zdravljenje. Če potrebuje operativno zdravljenje, mu tudi povemo, da so različni načini. Da pri nas imamo robotski sistem z veliko izkušnjami in tudi svetujemo za to in tudi bolniki se odločijo. Redko kdo se odloči za klasični način zdravljenja, mislim, da je v letu mogoče 1 ali pa 2 bolnika, ki ne zaupata tehnologiji, hočeta klasično, to še obstoja, ali pa tu pa tam je kak bolnik, ki nekako si zaželi laparoskopski način zdravljenja, pa gre v drugo ustanovo na ta način se operirati. Koliko ustanov, torej koliko specializiranih bolnišnic v Sloveniji že izvaja te operacije, ali ste še vedno edini in vodilni? Mislite z robotom? Ja. Ja, 2 sistema sta trenutno v Sloveniji. Mi smo ga nabavili maja 2010. Pred 2 letoma pa so robotski sistem nabavili tudi v kliničnem centru v Ljubljani. Trenutno sta 2 sistema v Sloveniji. Ampak vi dejansko ste letos zaokrožili 10 let, ponosni ste na to. Najbrž se je tudi v tem času pokazalo kaj novega tudi za vas, ki ste znanje prej prinesli od drugod. Ja, sigurno. Saj medicina se trajno spreminja. Že sam način, kako izvedemo operacijo pred 10 leti, pa zdaj je že kar nekaj sprememb. Pač to moraš trajno slediti novitetam in se tudi prilagajati. Tako da v bistvu želimo biti na tekočem z vsemi načini zdravljenja, vključno z robotskim sistemom, kjer želimo, da so rezultati čim boljši. Ja, se spreminja, zelo zanimive spremembe so. Ja. Drugo pa tudi v medicini se spreminja ne samo zdravljenje, tudi diagnostika. Tudi rak prostate kot najpogostejši rak pri moškem. Okoli 20% moških zboli za rakom prostate v Sloveniji. Tudi diagnostika se zelo spreminja, tako da smo v naši bolnišnici nabavili tudi poseben sistem za biopsijo prostate. Sicer se imenuje to fuzijska biopsija prostate. Tudi tukaj mislim, da smo prvi v Sloveniji, da smo začeli z tem načinom biopsiranja in tudi tukaj ugotavljamo, da je bila naša odločitev zelo pravilna
ko primerjamo rezultate navadne biopsije s fuzijsko. Tako da medicina se ves čas spreminja, napreduje, problem je samo kako dobiti finance pa odobritev za novo tehnologijo. Ta pa je tudi potrebna, ker si predstavljam, da se po toliko operacijah in v toliko letih tudi roboti stroši. Ja, nova tehnologija je vedno dobrodošla. Ja, vidimo veliko novitet, tako da želimo pač spremljati zadevo in tudi nabaviti, kar ocenjujemo, da potrebujemo. Ja, tudi robot se stroši, sigurno. Če zamenjamo avto ali pa vse stvari po nekaj letih, tudi tukaj mislim, da je pametno. Ta aparatura le dela z ljudmi oziroma vpliva na človeško življenje in mora biti dobro vzdrževana in tudi mislim, da po nekaj letih si zasluži, da gre v pokoj pa jo nadomesti nova aparatura. Glede na to, da ste rekli, da je operacija zahtevna, lahko naredite 1, 2 na dan ali več? Sam čas trajanja operacije ni nikoli pomemben. Pomembno je, kak je operacija narejena. Nič nam ne pomaga, če nekdo zelo hitro operacijo, pa ni v redu narejena. Tako da je časovno klasična operacija, laparoskopska, robotska, nekje približno enaki časi so. Ja, trenutno smo na takem nivoju, da z lahkoto naredimo dve operaciji prostate v dopoldanskem delovnem času. Koliko zavarovalnica pokrije zdaj po toliko letih takšne operacije? Ja, bilo je veliko pregovarjanj, dogovarjanj, kako je s financiranjem teh operativnih posegov. Zdaj mislim, da je to kar v redu urejeno oziroma dobro se je uredilo v zadnjih 2 letih, ko je tudi Klinični center Ljubljana nabavil robota, tako da to je tudi nam malo pripomoglo. Ja, ti operativni posegi imajo še dodatno finančno plačilo, ki ga je zavarovalnica priznala. Govorila sva predvsem o raku prostate. Ali recimo ta operacija pride v upoštev še pri kakšnem drugem obolenju? Ja, z robotom se lahko napravijo praktično vse operacije v trebušni votlini, ginekološke, abdominalne, urološke. Ja, mi ga uporabljamo tudi za druge operativne posege na mehurju, potem benigno povečanje prostate, ledvica, nadledvična žleza, nekajkrat smo tudi operirali neke take mejne zadeve, ki so bile na pol urološke, na pol ginekološke. Tako da v trebušni votlini praktično ni veliko posegov, ki se jih z robotom ne bi dalo praviti. Je pa najbrž to za vas, za operaterja, zahtevno, tako nekako preklapljanje, če ste rekli, a ne, pa malo ginekološko, pa malo mehur, prostata. Ja, se nekot navadiš, se potem, ko že dolg časa dela s tem, ko imaš izkušnje, potem tudi ni fajn ves čas operirati sam prostato. Ti je že mal spodbude, tudi drug način, drug operativni poseg, težji, najtežji, pač da vidiš, kaj ga bomo speljali. Tako da, mislim, to preklapljanje nekako se ga navadiš. Strokovno izobraževanje še vedno traja ali je na področju operacije robotske zaključeno? Strokovno izobraževanje v medicini je trajno. Najprej se učiš za to, da boš znal, potem nekako popolnjuješ svoje znanje, hočeš čim boljš določene stvari napraviti, potem, ko si že starejši, se še bolj učiš, zato ker ti gre malo bolj počas, pa ker mlajši prihajajo, pa te tišijo, da moraš tudi ti vse vedeti, če se odločaš v določenih zadevah. Tako da izobraževanje je trajno, ja. V kakšni kondiciji je v tem trenutku oddelek, katerega predstojnik ste, torej urologija v Splošni bolnišnici Celje? Ja, mislim, da strokovno smo v dobri kondiciji. Strokovno delamo veliko posegov, zelo malo posegov je, ki jih pri nas ne izvajamo. To so bolj taki redki posegi, ki se izvajajo recimo samo v Kliničnem centru v Ljubljani. Tako da strokovno na področju operative, diagnostike, ostalega zdravljenja, mislim, da smo zelo v redu. Bolj je problem kadrovski. Zdravnikov nimamo zadosti, tudi nekateri delajo z omejitvami. Trajno imamo razpis za urologa. Pa do zdaj, razen da se nam je javil 2 iz vzhodnega dela Evrope,
ga ne moremo dobiti. Imamo pa se trenutno dovolj specializantov, samo tudi specializanti imajo določen čas izobraževanja, tako da tudi za specializanti trenutno ne moremo pokriti vseh delovišč. To so zdravniki potem še večji problem, saj trenutno so pa medicinske sestre. Imamo premalo medicinskih sester, tako da komaj nekako peljemo celoten pogon zaradi pomanjkanja medicinskih sester. Če se vrneva na izhodišče najinega pogovora, torej na 10. rojstni dan, mogoče od prve operacije, ste kaj praznovali ali vas je epidemija ujela tudi na tem področju? Bilo je v času covida, res je. Robot je ves čas epidemije redno delal. Dobili smo tudi navodila Evropskega združenja za urologijo, tako da smo se jih poskušali držati, kako z robotom varno delamo. Ker so to v glavnem bolniki z rakom, smo normalno ves čas funkcionirali. Ja, 10. maja, ko smo imeli ta 10. maj, 10. rojstni dan, nismo nič praznovali. Normalno smo delali, edino kaj je bilo, sem jaz obvestil direktorico in strokovnega direktorja, da pač je 10 let od prvega robotskega operativnega posega. To je bilo vse. Torej vas še čaka praznovanje? No, mogoče, če se bo stvar sprostila, ja. Kako pa to robotsko kirurgijo vidite naprej? Njen razvoj, njeno uspešnost, njeno potrebnost, ne nazadnje? Da, to je zadeva, ki se razvija, ki je v dobri kondiciji. Veliko je še ustanov, ki si želijo, da bi lahko uvedle robotsko kirurgijo. Res je, finančno je nekoliko dražja. So pa dobre pa slabe strani tega. Lahko je dražja, lahko je pa tudi bolj učinkovita ali uspešna. Tako da mislim, da robotika bo šla naprej. Tudi počasi se kažejo zametki konkurence. V bistvu 10 let oziroma robotika v urologiji že 20 let, ves čas je samo en proizvajalec. Trenutno se nakazuje, da bo še nov robotski sistem, ko bo konkurenca, verjetno bo tudi cenovno nekoliko bolj ugodno pa dostopno več ustanovam. Zdravniki specialisti svoje operativne, pooperativne, onkološke in funkcionalne rezultate tega programa predstavljajo na številnih strokovnih srečanjih doma in v tujini. Z rezultati ključnih parametrov, ki jih vseskozi spremlja tudi proizvajalec na vseh robotskih sistemih za vsak poseg posebej, v Splošni bolnišnici Celje vseh 10 let dokazujejo, da so rezultati zdravljenja z Da Vincijem odlični in primerljivi z rezultati zdravljenj v uveljavljenih robotskih centrih po svetu.